Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, ponovno lepo pozdravljeni in dobrodošli na poti do FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023. V današnji oddaji vam bomo predstavili promocijske artikle svetovnega prvenstva, ampak preden predstavim našo gostjo in preden ona predstavi promocijske artikle, naj predstavim lokacijo. Vsako svetovno prvenstvo je seveda polno neštetih spominov in prav gotovo tale most nad nama jih bo imel kar nekaj. Glede na to, da je v štartno-ciljnem prostoru in glede na to, da se bo prav na njem odločila zagotovo tudi o kakšni kolajni svetovnega prvenstva. Nuša Rakovec, živijo, lepo pozdravljena. Zdravo, Bojan, živijo. Maskote so seveda zelo pomemben del svetovnega prvenstva in o maskoti bova govorila. Mogoče samo iz svoje izkušnje povem, na svojem prvem svetovnem prvenstvu smo imeli levčka Iva, to je bilo leta 2009 svetovnem prvenstvu v Libercu, in potem na zadnje, leta 2013, ko sem sodeloval, smo imeli veverico Skiri. In vedno, ko pogledam to maskoto, se spomnim na svetovno prvenstvo. In letošnjo maskoto poznamo, to je čaplja Vita. In vprašanje najprej zate, kako je pa potekal izbor same maskote? No, na naše svetovno prvenstvo te bo, tako kar si povedal, spomnila maskota Vita. Pri izbiri maskote smo v bistvu iskali podobo, ki spominja na planico oziroma je nekako povezana s planico. In čaplja je vedno bila povezana s planico, spremljajo tudi v planiškem logotipu. Iskali smo pa ptico, ki v bistvu tudi leti in teče, tako kot naši tekmovalci na svetovnem prvenstvu. Slovenija je poznana po navijaških rekvizitih na raznih športnih tekmovanjih. Kaj so tipični slovenski navijaški rekviziti? Ja, Slovenci smo zelo navijaški narod in v bistvu največkrat se odpravimo na razna tekmovanja z zastavami. Raglja je ena izmed tipičnih slovenskih izdelkov, ki ga uporabljamo. Potem so pa tu še razni tekstilni izdelki, kot so na primer kratke majčke, puloverji, kapice. Seveda pa se poslužujemo tudi kakšnih nahrbtnikov. To pomeni, Nuša, da se bodo obiskovalci lahko že prej opremili, preden bodo prišli navijat na svetovno prvenstvo. Bo na voljo prodaja navijaških artiklov na uradni spletni strani svetovnega prvenstva? Res je, na voljo bo prodaja na spletni strani, poleg tega pa bo potem na samem prizorišču tudi možno nakupiti vse izdelke v večji trgovini. Nuša, nam lahko že pokažeš kakšnega izmed navijaških artiklov oziroma predvsem maskota Vita nas zanima? Ja, seveda, Vita, lahko se nam pridružiš? Evo, to je naša Vita. Njeno ime smo v bistvu izbrali s pomočjo naših nordijskih športnikov, katerim smo dali možnost predlogov za ime in izbrali smo ime, ki ga je predlagala naša bivša smučarska skakalka Špela Rogelj. Je pa Vita v bistvu krajše ime za Viktorija, ki pomeni zmago, kar v bistvu nordijsko svetovno prvenstvo bo tudi za Slovenijo. Nuša, zakaj pa je Vita maskota Planice 2023? Ker teče in leti. Seveda, tako kot tečejo in skačejo vse naše skakalke, nordijske kombinatorke, tekačice in pa seveda tudi tekači nordijski kombinatorci in pa skakalci. Zato vse skupaj počne tudi Vita. Ne vem, ali lahko pokaže kakšen gib, recimo, kako bo doskočila na letalnici oziroma na skakalnici. Bravo! Bravo, Vita. In prav take Vite, mini Vite, bodo lahko naši obiskovalci in obiskovalke imeli na voljo. Res je. Super, ko mi čakam, da jo bom kupil ta prvo. Hvala lepa. Hvala tebi, Bojan. Nuša, za tale res zanimiv pogovor in komaj čakamo, da začnemo navijati skupaj s tvojo ekipo in veliko uspeha ti želim. Hvala, hvala. Hvala lepa, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci. In ne pozabite, se vidimo na FIS svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju Planica 2023.